Božjo besedo. Rad bi malo govoril, zadnjič sem govoril o kam gre človek umre in danes bi rad govoril malo o smislu življenja. In dajmo se pogledati 1. Kraljev 3:11, kaj je govoril najbogatejši človek na zemlji. Človek je bil vreden 2 trilijona evrov, približno, toliko je ocenjena njegova vrednost. A veste, koliko je 1 trilijon? A kdo ve, koliko je 1 trilijon? Tane, ti si računovodke, a nimaš takih strank, takih nikoli ne boš imela, zato ker Biblija pravi, da Salomon je bil edini, da nikoli več ne nobenega kakršen je on. In 1 trilijon je 1000 milijard, 1 milijarda je 1000 milijonov, se pravi 1 trilijon je milijon milijonov. Se pravi, zdaj sem slišal, da je Lebron, košarkaš, postal, to je najnovejši milijarder in trilijon pomeni 1000 teh milijard. Noro. Salomon je imel pa krat 2 to, se pravi 2 trilijona. To, ki je bil nekje ocenjen. In poglejmo, kako on razmišljal v smislu življenja. Kralj Salomon. 1. Kraljev 3:11 si poglejmo. In Bog mu reče, ker si prosil te reči in nisi prosil sebi dolgega življenja, tudi ne bogastva zase, niti smrti svojih sovražnikov, marveč si prosil zase razumnosti, da znaš zasliševati pravde. Glej, storil sem po besedi tvoji, dal sem ti srce modro in razumno, da ni bilo tebe enakega pred teboj in tudi za teboj enak ne ostane. Pa tudi česar nisi prosil, sem ti dal, bogastva in slave, da ne bode tebe enakega med kralji vse tvoje žive dni. Se pravi, a ni to zanimivo? A si kdaj razmišljal, ko si slišal te šale, da je nekdo ujel zlato ribico in mu je dala 3 želje, naj pove in mu bo izpolnila? Jaz sem dostikrat razmišljal, kjer je 3 želje imam jaz. In mislim, da to ni slabo razmišljati. Ampak, a si predstavljaš, da bi Bog prišel dol iz nebes, pa bi ti rekel, prosi me, kar hočeš, eno stvar me prosi, pa ti jo bom dal. To je Bog Salomonu rekel. A ni Bog faca? On si je upal to vprašati Davidovega sina, kralja Izraela. Eno stvar me prosi. In Salomon je prosil za modrost. A ni faca? Mene je to res, legenda, Ni prosil, da mi bo šlo vse po sreč, karkoli se dotaknem, da me bodo imeli vsi radi, da bom ful speval, da bom dolgo živel. In potem je Bog rekel, lej, zato, ker nisi to prosil, ti bom to dal tako, za zraven. Za bonus boš imel pa še vse to drugo. In tako, da mislil bi si, ta človek je pa, to je pa več, kot zadet na lotu. To je pa največ, kar obstaja. In poglejmo si v Pridigarju, on je napisal knjigo Pridigar 1:12. Poglejte zdaj njegov razmišljanje v smislu življenja. Jaz, Pridigar, sem bil kralj nad Izraelom v Jeruzalemu in obrnil sem srce svoje v to, da bi z modrostjo preiskoval in zasledoval vse, kar se godi pod nebom. Težko opravilo, ki ga je naložil Bog sinovom človeškim, da se z njim ukvarjajo.
videl sem vse dejanje, ki se godi pod soncem in glej, vse je nečimrnost in lovljenje vetra. In če boste prebrali doma celo to knjigo njegovo, se to skozi ponavlja. Prav, ful sem zaslužil, ful sem me odnarja. Spet, vse je nečimrnost in lovljenje vetra. Pol prav, ful sem bil slaven, ful sem bil polan. Vse je nečimrnost in lovljenje vetra. Pol mu to ni bilo dost. Je šel ful študirati, ti bi bil najbolj pameten človek na zemlji. In je ne vem, kaj vse je dognal, kakšne strategije, vse poštekel, znanost, Biblijo, duhovnost in naravno znanje. In na koncu prav, tudi to je vse čist brez veze. Na koncu bedak in modri isto umreta, noben nič ne napreduje od drugega. In pol na koncu je mislil, da je boš biti bedak, modr skoraj. Tako, vidiš, da je res čisto vse brez veze. Prav, ko preveč bereš knjige, te sam glavo od tega boli, nič nimaš koristiti, tako kot si mislil, koliko ti bo to koristilo. Ampak hodite na faks, ne me narobe razumeti. Končajte, ko ste začeli nekaj delati, naredite to do konca, amen. To ti bo karakter izgradil in tako naprej. Ampak vse to nečimrnost in lovljenje vetra. Se pravi, če misliš, da te bo kjerkoli stvar na zemlji usrečila, je najbolj, da čim prej poštekaš, da te ne bo. Zato dostikrat ljudje, ki pridejo na vrhunec slave, naredijo samomor. Prej ga niso, zato ker so vedno še mislili, še to bom pa bom vesel, še to pa bom vesel, še to. Pol na koncu vidijo, tudi to ni to. In pol razmišljam o ljudeh, ki sem jih gledal ta teden na pogrebu. In pol razmišljam, kako lahko, recimo en ateist, ki tam vidi pepel, tam, ki leti po na travniku, kao zdaj, moja mama je zdaj pepel, ali kaj. In spet Salomon pravi, pepel gre v zemljo, duh gre pa kam? V Gospodu, haleluja. Amen, ni to the best? Haleluja. Zato so meni pogrebi ful dobra priložnost, haleluja, da vidimo, hej, to je vse pepel. Mislim, še naprej se šminkite, umivite si lase, uporabite deodorans, ampak na koncu vse to pepel, haleluja. Na koncu spet ni to smisel življenja, kako izgledamo, amen. Dober je dober zgled, to je vse miljivo, haleluja. To bo vse zgorelo na koncu. Hvala Bogu, da si dobil nov avto, haleluja, samo tudi ta avto bo na koncu zgorel, haleluja. Amen, na koncu nič ne bo šlo s tabo, haleluja. Fajn se par let z njim voziti, ampak jaz se spomnim, ko sem zgubil svoj avto, ne vem, kva se je že zgodilo, pozabil sem, in potem sem dobil en avto, ki ga je že tretjič nekdo nekomu podaril in več niso vedeli, kaj z njim delati. In vmes je bil že zaleten in potem sva ga midva dobila s Carol. In potem nisem mogla na bogoslužje sploh s to klaviaturo iti, ker je bila prevelika za un avto. In potem sem imela tako igračko, Yamaha, ki ima že vgrajene zvočnike. In potem se spomnim, da nisem vedel, bi parkiral tam blizu cerkve ali kje rajš v kakšni drugi ulici. Pa ne zaradi sebe, da ne bi ljudje mislili, da mi gre slabo. Razumete, ker jaz sem se imel fajn v unem avtu. Meni je bilo super, haleluja, zato ker jaz sem vesel, da se imam dober, tudi če imam ful za nič avto. Jaz sem v avtu sicer pol za 100 evrov še naprej prodal, haleluja, ker ga nisem hotel nobenemu dati, ker je bil preslab, da bi ga komu dal. Raj ga prodam nekomu, ki ga ne poznam za 100 evrov. Ampak cerkev v smislu življenja ni kakšen avto imaš, amen. Niti koliko imaš denarja, haleluja. Dajmo si pogledati, res, kaj je najbolj pomemben za naju, da znava res živeti pravilno. Ker ta svet te bo hotel pogoltniti v svoj sistem. Ker mi nismo imuni na to, kar se okoli nas dogaja. Zato moramo skozi se osveževati v Božji besedi. In karkoli delaš, da veš, da si na liniji z Bogom, haleluja. Da živiš svoj smisel. Jaz sem govoril svojemu očetu na poti, na pogrebu, na poti med tam vežo mrliško do groba, sem mu govoril, da mora najti smisel življenja. Jaz ne zgubljam časa. Malo sem ga tolažil, ampak pa sem vedel, kako bom človeka potolažil. Ker jaz ne morem človeku samo govoriti vse bo v redu. Ker ne bo vse v redu v cerkvi. Človek mora najti smisel življenja, če ne bo v redu, haleluja. Amen.
V redu je šele pol, ko ta prave odločitve narediš. Pa je lahko v redu, haleluja. Dajmo si pogledati, da samo z Bogom, samo v odnosu z Bogom lahko prideš do smisla življenja. Drugače ne mogoče. Se pravi, da se boš ti imel fajn, brez osebnega kontakta z Bogom, preko Jevsa, se ne boš mogel imeti fajn. Enostavno ne gre. Lahko probaš vse, ampak ti si ustvarjen kot Božji sin, kot Božja hči. In edina stvar, ki te lahko sreče, da imaš oseben kontakt z njim. Apostolska dela 17:24. Poglejmo si tole. Apostol Pavel pridiga. Bog, ki je ustvaril svet in vse, kar je na njem, on, ki je neba in zemlje gospodar, ne prebiva v svetiščih, ki so z rokami narejena. Se pravi, prvi korak, kdo je ustvaril cel svet? Bog, haleluja, amen. Če to ne verjameš, pol tudi smisla življenja ne boš dojel. Če misliš, da je bila tvoja prababica gorila, pol se lahko obnašaš kot gorila. In nič narobe. Pol brez vez, da si dober človek. Če itak, mislim, jaz ne vem, zakaj, v čem je smisel, da se trudiš biti dober, če je bila tvoja prababica gorila in tvoj strični panc. Pol je res. Pol jej banane pa praski se tam, kjer te srbi, haleluja. Ker pol res, brez vez, jaz ne vem, kje ljudje dobijo motivacijo, biti dobri, če itak so iz opice in pol grejo v prah. Jaz ste videli smisla pol. Se pravi, prva točka, tukaj piše, Bog je ustvaril svet. In to je tudi najbolj logično, ker ne more iz nič nekaj nastati. Ne more, že recimo, če samo študiraš, kako je tvoj oko sestavljen, ti uniči vse teorije o evoluciji, ki je toliko zakompliciran, da je nemogoče, da bi z milijardami let po naključju nekako nastavil. Čist nemogoče. Čeprav je že, ko otrok me je ful zanimal, pa kako sem jaz iz opice, če jih še zdaj vidim v živalskem vrtu, pol njih ne bi več smel biti. Oziroma bi se še naprej mogli ljudje iz opice razvijati. To mi nekako ni mi šlo v glavo. In hvala Bogu, da to nisem razumel, haleluja. In poglejte zdaj naprej, on ne prebiva v svetiščih, ki so z roko narejene. Se pravi, jaz ne vem, koliko dolgo bom mišel v tem prostoru. Mene ful všeč ta prostor. Boštjan je ful dobre stvari v tem prostoru, vam glikar povedal. Ampak, če se zgodi najhujš, pa zgubimo ta prostor, cerkev se nikoli ne zgubi, haleluja. Amen? Ker mi nismo v svetišču, ki ga je človeška roka naredila. Amen? Te stene, jaz ne vem, lahko da so prepojene z Božjo prisotnostjo, tukaj mi tle slavimo Boga. Ampak vem, da kamorkoli bomo šli, bo šel Bog z nami tja. In pol bo tam. Amen. In pol ga bomo tam slavili. Nima veze. 25. Tudi se mu ne streže s človeškimi rokami, kakor da bi česa potreboval, ko sam daje vsem življenje in dihanje in vse. Se pravi, kdo nam je dal dihanje? A si hvaležen, da lahko dihaš? Haleluja. Sem ful vesel, haleluja. Jaz se spomnim, ko se mi je ena nosnica zaprla, sem že mislil, kaj je zdaj to, sem imel že skoraj paničen napad. Če dihanje pa ne, haleluja, dihanje ramo, sem si že skoraj luknil tle noter. In je naredil, da iz ene krvi ves rod človeški prebiva po vsem licu zemlje, določivši odmenjene čase in meje njih prebivanju, da bi iskali Boga. Wow. Se pravi, Bog hoče, da ga iščemo, haleluja. Ne bi ga li kako otipali in našli, ko vendar ni daleč nobenemu od nas. A ni to dobra novica? Se pravi, a lahko svojemu sedu rečeš, Bog ni daleč od tebe. Zakaj v njem živimo, se gibljamo in smo. Se pravi, mi smo v Bogu, haleluja. To tukaj piše, v njem se gibamo, živimo v njemu, mi smo v njemu, haleluja. In to je pa fantastično, haleluja. A je to zdaj bližji smislu življenja, haleluja. Lahko živiš v enem socialnem stanovanju, peš, priješ, ko nimaš za bicikl,
Ampak če v njem živiš, pa se gibljaš, si bolj blagoslovljen, kot en človek z vsem premoženjem, pa brez Jezusa. Haleluja. Amen. Gremo si naprej pogledati Jana 17:3. Se pravi, za nas, ki verjamemo v Jezusa, dajmo se pogledati, kaj je za nas smisel življenja. Jana 17:3. To pa je večno življenje, da poznajo tebe, edinega pravega Boga in katerega si poslal, Jezusa Kristusa. Se pravi, večno življenje ni, da boš živel celo večnost, da nikoli ne boš umrl, ker to bo vsak. To tudi tukaj ne pozna Jezusa, samo da en se bo mučil pa trpel brez Boga, en bo pa živel z Bogom. Ampak večno življenje, da ti Jezusa spoznaš. Amen. Da njega spoznavamo. Haleluja. Haleluja. Vprašaj se, koliko ti danes poznaš Jezusa. Haleluja. A veste, kaj ta beseda poznamo pomeni? To je ista beseda, ki je Adam spoznal Evo. To je ful intimen odnos. Se uporabi ista gnosis beseda. In se pravi, Bog hoče, da imaš ti oseben odnos z njim. Da ti on, tako kot da dihaš, on ti je, haleluja. Če se ti zdi Bog daleč, pol si prevaren. Bog ni daleč. Včasih se nam zdi tako, kot da je ful daleč, zato ker je v duhu, ker ni v mesu. Ker mi bi rajš imeli Boga tako v mesu, v naravnem, da bi rekli, te 3 korake bom naredil, pa bo pa on me vzdravil. Pol mi bo pa on dal nov stanovanje. Takole moram verjeti, pa se bo vse dobro končalo. Ampak ni tako. On je duhovno bitje. Naravni svet je pa naš sovražnik. Naravni svet nam skozi laže, da Bog ne skrbi za nas, če ne bi se nam že to pa to bolj zgodilo. Ti moraš vedeti, da Bog samo poveri, lahko deluje. In mi smo dostikrat toliko trdosrčni, ker nam je naravni svet nam je ful realen, ful nam je krut. In pol se nam Bog zdi ful daleč. Ampak on je s tabo. Haleluja. Tudi če nikoli ne boš zdravljen, je Bog s tabo. In to je največ. Haleluja. Tudi, ko ti trpiš, on s tabo trpi, skupaj s tabo. Haleluja. A ni to dobro? On je toliko trpel, ko je svojega sina dal za nas. On zna trpeti, jaz vam povem. Haleluja. Jezusa so vsi zavrgli. On je gol, nima nobene planice okoli sebe. On je gol na križu umrl. Prevaran od celega sveta. Bičan, mučan. Vsi demoni so šli v njega na križu. Piše, da je njegovega obraza se ni dal prepoznati. On je piše v Bibliji, on je preizkušen v trpenju. Zato piše, da on vse razume, če skrkoli greš ti. Karkoli se ti dogaja, Bog točno ve, kaj se ti dogaja. Zato se vedno lahko z njim družiš. Amen? Jaz sem vesel, da ima tazga Boga. Haleluja. Da nikoli ni stran od mene. Haleluja. Tudi če zgubiš službo, pa nimaš za stanovanje, pa te ven vržejo, je on s tabo na ulici. Haleluja. Mi bi raješ 3 korake, kako do novega stanovanja priti v enem dnevu. Sam pač včasih to traja malo dlje časa. Haleluja. Ker Bog ni v naravnem svetu. Haleluja. On deluje po veri, iz duha ti sprejmaš po veri, da se lahko nekaj manifestira. In včasih cerkev to traja ful predolg. V Hebrejcih piše, da ene žene so dobile svoje može od mrtvih. Takšno vero so imele, da so lahko obudile nekoga od mrtvih. Eni pa niso sprejeli in čakajo na vstajenje. Haleluja. In bo imeli pa boljše vstajenje. Haleluja. Se pravi, mi moramo skozi gledati celo večnost. Ne smeš gledati, kaj se ti dogaja v enem letu. Jaz sem včasih molil za bolnike in pa sem takoj jih vprašal, kaj je sprememba, koliko je spremembe. In sem pol bil ful fokusiran na une 2 minuti, da se mora nekaj zgoditi. In po eni strani to je dobro, ker potem človeka fokusiraš, da še več verjame. Ampak problem je, če se nič ne zgodi, pa pol si razočaran. To je pa narobe. Ker ti moraš vedeti za vsakega, ki si molil, da je ozdravljen. Zato, ker Sveto pismo tako prav. Sveto pismo prav, polagali boste roke na bolnike in bolniki bodo ozdravili. Pika. Nič ni, če bo kdo dost verjel, če boste vsi ustrinjeni. Nič, nobenih pogojev. Zato je za vsakega to verjamem. In ko sem molil za svojo mamo, jaz sem pač verjel, da bo ozdravela.
Zato v pogrebu nisem razmišljal, dokler ni umrla. Pol pa, ko sem videl, pač, da je šla k Jezusu, sem bil pa vesel, da je pri Jezusu. Razumete? Nisem bil žalosten, zakaj ni uzdravela, ker to ni moja naloga. Moja naloga je, da molim in verjamem. Kaj se bo zgodilo, ni moja naloga, razumete? Ti ne smeš skrbeti, kakšni bo rezultati. Ti moraš biti sam poslušen Bogu. Amen? In to je, za mene je to smisel življenja, da gledamo celo večnost pred sabo. Amen? In jaz vem, moja mama je rešena bolečin. Ona zdaj uživa z Jezusom. In pač haleluja. Ko bom videl v nebesih, bom ful vesel. Malo bom zihar vprašal, kva se je dogajala, si kaj verjela v zdravljenje, ker pa če se tak ferbac, haleluja. Mene v zdravljenje ful zanima crkvu, haleluja. Ampak ni pa še zdaleč toliko pomembno, kot odnos z Bogom, haleluja. Gremo naprej, 1. Korinčanom 1:9. Poglejmo si to družbo, ta odnos z Bogom. Zvest je Bog, po katerem ste poklicani v deleštvo Sina njegovega, Jezusa Kristusa, našega Gospoda. Se pravi, mi smo poklicani v deleštvo z Jezusom Kristusom. Tukaj je beseda spet, ki so najboljši frendi skupaj. Se pravi, ti si poklican v deleštvo Svetega Duha z Bogom. A ni to noro, haleluja. Ne vem, kako je s tabo, ampak jaz sem ful vesel, če sem kdaj povabljen na kakšno deleštvo, na kakšno zabavo skupaj z dobrimi frendi. In potem sem si tako štejem ful v čas, da so me povabili. Če me ne povabijo, sem mislil, dobro, mogoče se bojijo zdaj Jezusa v tem trenutku njihovega življenja. Ampak je fajn, ker si nekam tako povabljen v deleštvo z nekom. Ker si nekakšen žur povabljen ali na neki. In cerkev, ti si povabljen v največji odnos, v najbolj mogočno stvar si povabljen, imaš odnos z Jezusom, haleluja. Poglejmo si zdaj Filipljanom 3, 7-14. Toda, kar je bilo zame dobiček, to imam zaradi Kristusa za izgubo, da, vse imam za izgubo zaradi vzvišenosti spoznanja Kristusa Jezusa, mojega Gospoda, zaradi katerega sem vse zavrgal in imam za smeti, da pridobim Kristusa in da bom v njem ne s svojo pravičnostjo, ki je izpostave, marveč ki je po veri v Kristusa, s pravičnostjo, ki je iz Boga po veri, da bi spoznal njega in moč njegovega vstajenja ter svoj delež pri njegovem trpljenju, tako da mu postajam podoben v njegovi smrti, če bi kako prišel do vstajenja od mrtvih. Ne kakor, da bi bil že dosegal ali da bi bil že popoln, tudi trudim se, da bi tudi dosegal, ker me je dosegal Jezus Kristus. Bratje in sestre, jaz ne mislim, da sem že dosegal, eno pa, pozabljam, kar je za menoj in se stegujem za tem, kar je pred menoj. In tako hitim proti cilju za nagrado Božjega klica od zgoraj v Kristusu Jezusu. Wow. To je bilo ta teden, cel teden študirala. Če si recimo svoj začneš filati samo s tem odlomkom, boš osvobojen večino skrbi v svojem življenju. Haleluja. In boš rekel, vse imam za izgubo, samo da pridobim Kristusa, samo da še bolj razvijam odnos z njim in pol namaz, da bi šel po svojih upravkih z naravno inteligenco, povabiš Jezusa v svoj delovnik, v svojo službo, kamorkoli greš. In pol sploh ne moreš zgubiti, ker karkoli ti gre dobro, boš Jezusa hvalil. Ker ti gre pa slabo, boš rekel, wow, spet se bom nekaj naučil z Jezusom, haleluja. Ker tukaj piše, da z njim trpiš in pol z njim spoznavaš moč njegovega vstajenja. Se pravi, ti ko se ti nekaj ful slabega zgodi, lahko še bolj spoznaš, koliko ti je Bog bliz. Haleluja. Ko ga še bolj se dvigneš lahko v duhu,
kakor ka si že itak zaradi naravnega sveta vesel. Jaz sem dostkrat sem tako začutil največja mazilena pomoč Svetega Duha, ker nisem bil najboljše volje, ker sem vse me šlo narobe in pol sem začel slaviti Boga in enkrat bum, sama radost, slavljenje, wow. Ker dostkrat, ko ti gre vse the best, teži pol tako najdeš veselje v duhu, ker si že v naravnem toliko vesel. Zato je Pavel rekel v tem citatu prav, jaz sem vse zavrgel, sam da bi še več Evsa najdel. Vse to, kar bi me zdaj mogel ful razveseljevati, vse moje diplome, vsa moja karijera, vse, kar sem dosegel, vse to so mi smeti. Zakaj? Da bi še več Kristusa dosegel. Jaz sem bil tak fanatik včasih. Jaz še po diplomu nisem hotel iti zaradi tega citata. Jaz, ko sem končal faks, nisem hotel, pa so me klicali, daj pridi po diplomo, pa sem ignoriral, nisem hotel iti. Jaz sem se bal diplome. Zakaj? Ker sem rekel, jaz imam vse za smeti. In pa so mi nekako kar po pošti domov poslali čez 4 leta, ko so videli, da me ne bo. Vsak let so me vabili in so videli, da me ne bo pač. In pa so tega tipa res nikoli. In pa so mi kar po pošti dan poslali, čeprav mi ne bi smeli, ker so me imeli pol kufra. In pol ne vem, kje smo bili, ker smo imeli prepare šolo s Tivom in pol so neke diplomi na koncu šoli dali, se plis, ne meni diplomi dali. Če pa že res morate mi jo pa na toalet papir napišite, ko vse to imam za smeti. In pol se mi res na toalet, jaz se shecam, pol se mi res na toaletni papir eno priznanje da sem sodeloval v tej šoli. Ampak pač, kdorkoli, če delaš faks, končaj faks, okay? To je Božja volja, da končaš nek, da si zvest, da si utrjen, da napreduješ, da pridobivaš znanje. Zakaj? Da si luč v svetu, haleluja. Amen? Več vrati odpre, sigurno. Tako da bod zvest v vsem, kar te je Bog poklical. Če te Bog ni poklical na faks, pol začni nek biznis ali neki deli, da se zaposliti nek druge. Ampak vse, kar delamo v cerkvu, mi moramo dati vse na prvo mesto. Amen? Vse nam mora biti sekundarno, vse morajo biti smeti v primerjavi z njim. Čim, z drugim besedam, ko nekaj začne ful tvoj srce dobivati, pa tvoja pozornost, bolj kot odnos z Bogom. Bog je ljubosumen Bog, haleluja. Njemu to ni všeč, in temu se reče malik. Malik ni samo nekaj iz kamna pa iz peska narejen, ker ljudje se klanjajo tem stvarem. Malik je vse, kar imaš rajši od Jezusa. Amen? Je to dobra definicija. Se pravi, imejmo v cerkvu, najdemo smisel življenja, haleluja. V čem? Ja, v Jezusu, haleluja. Da vse delamo z njim, da nam je on bolj pomemben od ljudi, ki jih imamo radi, od stvari, ki jih imamo radi, od vsega. In zdaj pogledamo Efežano 4:13-16. Vemo, da Bog je dal, eno vrstico naprej govori, Bog je dal apostole, proroke, evangeliste, pastirje, učitelje za izgrajevanje cerkve. In zdaj v 13. vrstici naprej beremo, zakaj? Dokler ne dospemo vsi do edinosti vere in spoznanja Sinu Božjega, do moža doraslega, do mere dovršene rasti polnosti Kristusove, da ne bomo več deca in nas ne bo sem ter tja metala in gonila vsaka sapa nauka, ki prihaja po zvijačnosti ljudi, po prekanjenosti, za zvito zapeljevanje, temveč da rastamo, držeče resnice v ljubezni, v vsem do njega, ki je glava Kristus, iz katerega vse telo združeno in zedinjeno pri pomoči slehernega člena, po delovanju v meri vsakega uda, rast telesa vrši v napredek svoj v ljubezni. Haleluja. Se pravi, tukaj vidimo, da Bog vse, kar je dal, vse darove, ki je dal v cerkvi, je dal zato, da mi pridemo do te doraslosti, do popolnosti v Kristusu. Se pravi, to je smisel življenja, da spoznavamo Kristusa, rastemo v njem in pol se on čez nas manifestira v vsej polnosti in naenkrat, ko imaš ti vse za smeti, ko se nič ne da z njim primerjati, kaj se ti zgodi? Ja, on se manifestira v vsem, kar delaš. Amen?
naenkrat nimaš strahu, nisi nesiguren, lahko Bogu zaupaš za vsak detajl. Tako. Ne boš imel srčnih napadov, ne boš imel depresije, ne boš imel anksioznosti. Veliko stvari imamo zato, ker moramo se še naučiti, kako Jezusu dati prvo mesto. Haleluja. Kako vse probleme imeti, pač, to je brez veze. Jezus, živim za njega, vse manj za izgubo, da bi njega najdel. Da znam trpeti z njim, da bom prišel do moči ustajenja, haleluja, ki deluje pol čez mene. Amen. Tukaj piše, da sleherni ud in še ena lepota je, ko smo pa skupaj v cerkvi, brate in sestre, piše pa, da vsak ud prispeva v rast tega telesa. Se pravi, naenkrat, ko nam je Jezus na prvem mestu, lahko od bratov in sester okoli nas sprejmamo vse, kar sami ne moramo sprejeti. In pol, recimo, če ti gre kdo v cerkvi na živce, da čez pol leta te bo pa ta ista oseba ohrabrila. In nikoli ne veš, kaj je Bog delal v osebi, ki sedi zraven tebe. In mogoče ta oseba tebe zdaj rabi. In naenkrat tvoj smisel življenja se razširi iz egocentričnosti, kako bi se imel čim boljš, se razširi na to, ko postaneš orodje v Božjih rokah, da ful ljudi okoli sebe dosegaš z Božjo ljubeznijo. In pol si ti inštrument, da nekdo drug lahko pride v polnost Kristusa. A ni to super? Jaz verjamem, da se bomo čudili, ko bomo prišli na sodni prestol Kristusov, kjer se bojo nagrade talale. Verjamem, da se bomo ful čudili za vsako stvar. Vsakič, ko si prispeval, da je nekdo rastel v doraslega moža v Kristusu. Haleluja. Ker tukaj piše, da sleherni člen, iz katerega vse telo, ker cerkev, mi smo Kristusovo telo. Haleluja. Mi nismo neki taborniki, da imamo vsi iste zelene majice, pa logo in zdaj smo enotni. Cerkev, mi smo Kristusovo telo. Haleluja. Amen. Jezus je naša glava in mi smo njegovi udje. Zato je Jezus rekel, komorkoli si dal kozarec hladne vode. Zato, ko je moj učenec, boš prejel nagrado. Haleluja. Boš nagrajen. Haleluja. A ni to noro? Haleluja. Prej smo slišali v Luki, kako je denar talil okoli in pol je Bog poskrbel za njega. In to je normalno krščanstvo. Haleluja. Amen. Imejmo vse za skupno. Haleluja. Valjda, bodimo dobri oskrbniki, ampak ne nam bo naš brat, naš sestra isto pomemben, kot mi. Haleluja. Amen. Kogarkoli danes vidiš, haleluja, ki je v telesu Kristusa, naj ti bo to ful privilegij, da si danes lahko z njim. Haleluja. Da lahko komu stisneš roko. Haleluja. Mogoče koga pokličeš. Če pa moliš za koga, haleluja, to pa tudi ni brez veze. Haleluja. Ker pa si pa duhovno vključen v njegovo življenje in si lahko Božje orodje, ki sploh ne veš. Haleluja. In lahko moliš. Pavel je rekel, jaz v molitvi porajam nove vernike. Se pravi, on se je ful v molitvi boril. Se pravi, tudi če fizično nisi toliko prisoten, pa moliš za ljudi v cerkvi, ne misli, da to nobene vidi. Haleluja. Ne misli, da je to brez veze. To je lahko 100-krat bolj pomemben, kot moja pridiga. Haleluja. Lahko, da boš dobil milijonkrat več nagrad, kot jaz. Haleluja. Amen. Se pravi, sleherni člen po delovanju v meri vsakega uda rast telesa vrši v napredek svoj, v ljubezni. Oče, hvala ti za smisel življenja, da služimo tebi, da te spoznavamo
da imamo deleštvo z Božjim sinom, da smo sodeležni tega telesa Kristusa, haleluja. Da nismo samo svoji oče, da si nas ti odkupil z največjo možno ceno, s krvjo Jezusa, haleluja. In Sveto pismo pravi, če nam je dal svojega sina, kako nam ne bi vse drugo milostno podaril, haleluja. Ampak oče, mi nočemo laufati za stvarmi tega sveta. Mi nočemo iskati človeške sreče v tem svetu, haleluja. Nočemo iskati smisla življenja v stvareh, ki nas ne morajo notranje zadovoljiti in izpolniti. Hočemo zgubiti svoj življenje, da ga najdemo v tebi, haleluja. Jezus, ti si nam obljubil, da kdorkoli bo hotel najdati svoje življenje, ga bo zgubil. Kdorkoli ga pa zgubi zaradi tebe, ga bo najdel, haleluja. Mi se hočemo zgubiti v tebi, haleluja. Haleluja, Jezus. Naredi v nas nadnaravne stvari, ki so večje od vseh človeških stvari, haleluja. Oče, molim, da najdemo svoj klic vsak dan, haleluja. Da hodimo v centru tvoje volje, da imamo vse stvari za izgubo, samo da najdemo še več Kristusa, haleluja. Da smo lahko Kristus za druge ljudi, haleluja. Hvala ti, Jezus. Sveti Duh, dobrodošel si, haleluja. Osvobaji nas, haleluja, vseh stvari tega sveta, haleluja. Da lahko še bolj žarimo s tvojo lučjo, haleluja. Da smo sol zeme, luč v temi, haleluja. Hvala ti, Jezus. Hvala ti, Oče. Amen. Amen. Hvala ti, Jezus.